dobrodošli pod Akademijo Univerzitetne knjižnice Maribor, kjer danes predstavljamo knjigo izbranih pesmi Boruta Gombača z naslovom Razmerje med strunami, ki je išla v njegovem življenjskem jubileju. Vem, da ste zdaj pomislili, ta Abraham pa ne da miru. Borut Gombač, dame in gospodje. Knjiga, ki je tukaj med nama, je išla pri Mariborskem kulturnem centru, ki letos obhaja že 30 let svojega obstoja in je izdal že krepko čez 300 knjig. Razstavo o tem jubileju je možno videti zgoraj, v zgornjem prvem nadstropju Univerzitetne knjižnice Maribor. V ta današnji sproščeni dogodek sta nas uvedla Marko Grobler in Ervin Lekoš. Še jo bomo slišali, tako da se lepo sprostite, poskrbite se s pijačo, kajti danes bo tako en sproščen glasbeno-literarni večer. Z današnjim dogodkom pa Univerzitetna knjižnica Maribor začenja prav poseben cikel. In več o tem bo povedala ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor, magistra Dunja Legat. Pozdravljeni, torej v imenu te knjižnice, na ta lep predvečer, bom rekla, ker namreč ravno z današnjim dogodkom pričenjamo z novim ciklom prireditev naše knjižnice, ki smo ga poimenovali Večeri pod arkadami. Namreč ta prostor doživljamo kot velik potencial za prireditve, za srečevanja in ravno s tem ciklom bi radi spodbudili k temu, da vsaj enkrat na mesec občani pridejo naključno mimo ali povabljeni, se tukaj ustavijo in prisluhnejo literarnim večerom, glasbenim dogodkom, tudi novoznanskim vsebinam, da oplemenitimo vedenje o mestu Maribor. Torej, današnji dogodek, kot ga je že napovedal sodelavec Nino, pričenjamo ta cikel in namreč namenjen je dvema jubilejama, namreč sklepnemu dogodku praznovanja 30 let založbe Kulturni center Maribor in jubileju sodelavca Boruta Gombača ob njegovi 60-letnici je mogoče premalo, da bi lahko govorili že o življenjski poti našega dragega Boruta. Tako da obema, torej založbi in Borutu, iskrene čestitke v tem jubileju in še na mnoga ustvarjalna leta. Zaposleni v Univerzitetni knjižnici Maribor dobesedno hodimo med Borutovim verzi, kakšni zgodni jeziki bi dodali, da je tudi hodimo po njih, torej Borutova pesem Bukvarka Plaška je najbolj pohojena pesem v ne prav kratki zgodovini svetovne poezije. To je pesem, ki je tukaj na stopnicah, za tiste, ki ne veste, skratka, pohojena pesem. Šla pa v sam začetek tvojega ustvarjanja, to je kar nekaj časa nazaj, v srednješolska leta. Glasba in poezija pri tebi sta povezana od takrat. Proti koncu 70 let je v Mariboru obstajal band, ki se je imenoval Zelena kopila. In član tega ansambla, vokalno-instrumentalnega sestava, kot so takrat rekli, je bil tudi Borut Gombač. In če se motim, si takrat tudi začel besedno ustvarjati ob glasbenem, seveda. Najprej lep pozdrav, da ste prišli takemu velikem številu, se vsem zahvaljujem. Glede moje glasbene poti se ne bi ravno preveč hvalil. Res je bil band Zelena kopila, ki je imela en problem, in to sem bil jaz. Ker namreč nisem znal zaigrati isti štikl dvakrat čisto enako. To je bil kar en problem, ki ga nismo vedeli nekako rešiti, dokler se nisem jaz spomnil, da bi mogoče dobro, če bi jaz pa pisal rajši besedila za ta band, ki je imel en slavn veliki nastop krajevne skupnosti Košaki pred 4 do 5 poslušalci, tako to je vsa karijera tega benda. Od tistih 6 poslušalcev mislim, da so eni 4 zapustili še pred koncem koncerta. To je moja glasbena karijera, prvi del.
No, seveda del zgodbe, ti si potem ostal tekstopisec za številne druge bende, res jih je ogromno, bomo jih našteli danes tokom tega večera. Kako bi potem bilo prejiti iz pisanja besedil za tale frikovski bend, bolj da je bila to frikovska subkultura, potem k poeziji? Kdaj si začutil, da je jezikovno izražanje tisto, kar te izpolnjuje? Ne vem, poti do tega je verjetno več. Ena je čisto iz otroštva, v bistvu sem že kot otrok bil malo čuden, sem se tak z nenavadnimi, zelo sem bil sposoben v en kvadratni meter trave gledati po kakšno uro in sem pri tem zelo užival, zelo sem pač imel oči odprte za neke detajle. In sem tudi včasih, že kot mali otrok, sem včasih vstal na mizo in recitiral pesmi o tistih mravljah, ki sem jih eno uro gledal. Recimo, potem pa je bilo tako, da pravzaprav sem, sam točno ne vem, v nekem trenutku sem neko pesem, ki sem jo pisal za band, enostavno nekako ni šla v tiste okvire in sem začel malo drugače pisati. Bil sem obseden za zvokom, za zvočnostjo. Recimo, ko sem se zavedal, da beseda steklo, da je resnico steklena, da je beseda puhasta, sem začel pisati take zvočne simfonije, ki, če me je kdo vprašal, kaj to pomeni, sem vsakemu povedal neko drugo zgodbo, v nekem trenutku se je to. In potem je zelo smešno, da je pravzaprav moja pot do poezije za odrasle prišla preko poezije za otroke, za ženo Lidijo, ki tudi piše. Smo prav nekje v Ljubljani, v neki knjigarni, ne sem zavedal revijo Kekec, Kovirček, zdaj sem bil Kekec, in tam sem zavedal neko otroško pesem, niti ne vem od koga. Vem, da sem se sredi tiste knjigarne zadrl, yes, to, pa ne vem kaj, videl sem neko zgodbo in zašel domov in sem začel pisati pravzaprav pesmi, ne vem, ali pesmi za otroke ali za odrasle, ker ko začnem pisati, nikoli ne vem, kaj bo nastalo, sem potem zato zmeraj začutil. Prve knjige si bile za otroke, prvo pesniško zbirko pa si objavil že v zrelih letih, skoraj 40 let, si bil star razblinjen dlani. Kako to, da sem se prej odločil? Pisal si, objavljal, nastopal, ali torej ni prišlo do knjižne zdaj prej? V bistvu je bila knjiga že v programu založbe Obzorja, pri takratnem uredniku Hermanu Voglu. Po njegovem nesrečnem koncu bila je že v programih, mislim, da je bila ena odlična recenzija od pokojnega Franceta Forsneriča celo napisana. Mislim, da je Viktor Šest jo že oblikoval, pa vse, pa potem, ko je prišla do spremembe urednika, sem dobil zbirko nazaj z pripisom, tole smo našli v predalih pokojnega Hermana Vogla, ampak da ne bom zdaj kritičen do Barvarja, preveč moram povedati, da mi je potem že kakšen 14 dni kasneje napisal pismo in mi ponudil izdajo otroške knjige, da pa tista knjiga za odrasle ni šla, sem pa zdaj fejst vesel, ker so bile zelo slabe pesmiče. Ravno iz te zbirke bomo zdaj slišali prvi dve pesmi. Da, iz te zbirke, ki je potem šla. Ki je potem šla, pri takrat subkulturnem azilu, torej pesem z naslovom Pesem in pa pesem z naslovom Koža. Pesem. Tam je, kjer me ta trenutek ni, se pravi za mejo mojega telesa, za mero križ razprtih rok, korak dlje od mojega koraka. Pa kje je koža samo koža in zrak samo zrak? In kje je mera res do dna natančna? In moj korak je še korak, če ni korak pred sabo. Tam je, ker me ta trenutek ni. Se pravi, na drugi strani mojega pogleda, za zadnjo črto, ki se še zariše v oko. A kje je v črti zadnja črta? In moj pogled
Je še pogled, če je ujet v razdalje od očesa do obzorja in je ves svet le slepa površina zrkla? Tam je, ker me ta trenutek ni, se pravi, na belem, nepopisanem papirju. Koža. Kako globoko sega. Kako visok je prag njene občutljivosti. Kako lahek mora biti nož, da je ne rabim, ko se je dotakne. Kako težek mora biti, da se pogrezne vanjo. Kako ostro mora biti rezila, da se mi je pripravljena odpreti. Čigava je, kot pišem po njej, ko jo opisujem z verzi, ki lebdijo nad njeno površino, čeprav je konica mojega pisala vse bolj ošiljena in je rdeči list besed vse bolj globok in moj. Se morda spomniš, katera je bila tvoja prva uglasbljena pesem, če vzamemo seveda tisti poizkus z Leo Kobilo? Prva uglasbljena pesem je bila pesem Polnoč. Zanimivo je, da je najprej uglasbila tako malo, mislim, da je bila bolj darkerska skupina Sleazy Snails, takrat čez eno takih pevcev, ki je imel zelo nizek glas na prvih rokarjih, pojejo pesniki, tudi na tistih, ki se v glavnem niso ohranili. Potem je isto pesem uglasbil Vasko Atanasovski, jo zelo nežno zapoje Hanna Mačkovšek, ena odlična pevka, in je šla na zbirki Razpluskane šipe. Isto pesem je bolj na še enih drugih rokerjih, še skupina CZD v eni taki punk izvedbi, tako da je očitno vsak v tej pesmi videl nekaj čisto drugega, kar me pravzaprav veseli. Danes boste tvoje pesmi igrala Marko Grobler in Ervin Vekoš. Spodobi se, da jo nakratko predstavim, pa bom najprej Ervina, ker je redkejši gost v Mariboru. Ervin je Mariborčan s popotno žilico, v mladosti bil vedno z violino na poti, ker se nikoli ne ve, kdaj in kje je treba kaj zaigrati. Na prvem delu študijske poti v Ljubljani je sodeloval z mnogimi glasbeniki in poeti, kot na primer z legendarnim Tomažem Bilgovom, Janijem Kovačičem, Vladom Kreslinom in še številnimi drugimi. Na festivalih pa je nastopal s skupinami Prah in Prizma ter praktično koncertiral po vsej Sloveniji. Kasneje ga je pot zanesla v Švico in ljubezen ga je zadržala tam. Trenutno sodeluje z različnimi glasbeniki, nastopa po različnih uglednih prizoriščih. Vmes, med to slovensko in švicarsko kariero, je naredil pauzo, dolgo kar 20 leti, tako piše na njegovi biografiji, ampak se je spet vrnil nazaj k glasbi. Marka Groblerja bomo pa ob drugem krogu igranja predstavili. Cestarsko vozilo ceste pometa, izpod napušča letajo ptice,
Boždar s pretežko torbo pleta, mestni vrtnar zaliva cvetlice. Od večera do jutra bije se cesta, od njej sva odšla, objemu noči, prehodila zva vse ulice mesta, objeda v sanjah spečih ljudi. Nočna izmena na izhodu iz tovarne, šofer avtobusa prebuja volan, od svežih žemelj dehti iz pekarne, ikona butilke drsi čez ekran. Prepotene rjuhe in skuštrane glave, iz kotličkov voda curlja, vroče skodelice vode in kave, obraz se v zrcalu še ne prepozna. Od večera do jutra bije se cesta, od njej sva odšla, s prihodom noči prehodila sva vse ulice mesta, objeda v sanjah spečih ljudi. Osušeno roko mesta, pozabljen šti antikvariat, s knjigami je tlakovana cesta, ulici zaprtih vrat. Preščasnost prenatrpanih polic in vonja po odpiranju besed, Buharko Blaško bledih lic zaklinjal svoj nevidni plet. Senčna Blaška sončno stopa med oguljene platnice, knjige rastejo do stropa, stavki bočijo vrstice. Kaj zaide malo kdo, pa vendar ni nikoli sama, papirna to ne bo nad njo, potem prostrana panorama. Samotne hiške in vasi, mesteca in velemesta, milijon izmišljenih ljudi, med njimi ženi in nevesta. Senčna Blaška sončno stopa med oguljene platnice, knjige rastejo do stropa, stavki počijo vrstice.
stopal, med oguljene platnice. Knjige rastejo do stropa, stavki počijo vrstice, vrstice. Borut, preden prebereš naslednjo pesem, se mogoče spomnil vseh teh tvojih zbirk, ki so si sledile od leta 2004, ko so išle Razglenjene dlani pri Sokulturnem azilu, potem so leta 2007 po literi išle Sence in sinkope, pa leta 2013 zbirka pesmi prozi Prehod pri založbi Pivec, potem popevke Songi in šansoni pri Kulturnem centru Maribor, kjer so zbrani to, kar pač naslov pove, tvoji teksti za razvidel. In pa potem leta 2019 s Konico konice jezika, zbirko, ki je šla pri Knežnem društvu Hiša poezije. Kako je bilo izbrati, kaj ti si sam izberal svoje pesmi v tej antologiji, kot so jo poimenovali, si podoživel svoj pesniški razvoj, kot se temu reče, si uspel podoživeti kakšno občutje, v katerih so pesmi nastale? Ojoj, to je pa zdaj preširoko vprašanje. V glavnem, jaz sem se pravzaprav te antologije branil z vsemi štirimi najprej, ampak Dušan je postal toliko izkušen založnik, da me je zlahka vseeno prepričal. Jaz sem sicer vztrajal, da bi s prvo antologijo nekje čez 50 let izdal šele, ampak žal ni šlo, oziroma zdaj mi ni žal. Vesel sem, to je zelo praktično, prej sem moral 5 knjig nositi sabo, zdaj pa lahko vse imam v eni, ker so lepe zbrane. To je ena stvar. Druga, kak sem pa sestavljal, je pa tak, da sem pravzaprav izhajal iz naslova, razmerje med strunami, namreč 5 zbirk, 5 strun na kitari, ampak kitara ima 6 strun. Prav, to vmes med basom in klasično kitaro. Tako. Kitara ima 5 strun, tako da sem kot 6. struno je bila tale zbirka. Torej, probal sem zbirko narediti ne samo kot antologijo klasično z samo nekim izborom, ampak da ima tudi nekaj repih glavo, kot da bi bila to moja 6. zbirka. Če ne bi bilo vseh tistih predtem, pa da bi bila to prva zbirka, da deluje kot celota. Zdaj pa, če mi je to uspelo, ne vem, tako da mogoče niti niso najboljše ali pa najbolj značilne pesmi, ampak nekako tako, da bi je šlo skupaj v teh 6 strun. Meni se zdi posrečen, metaforičen naslov, ki pravzaprav lahko pomeni različni glaslovi, različne poetike v različnih zbirkah, pa pravzaprav tudi znotraj ene zbirke različne tonalitete. Prosim za drug sklop, Branja. Sklonjen čez, to smo imeli pred tednom dni, se je izdala knjiga o pokojnem Tomažu Brenku. Ta pesem je nastala, nemam spomin takrat. Steklo je kot moder dim, ki 100 let izginja vase. Most in reka dolgih zim, na ograji plezaš nase. V globino pod seboj vržeš prazno steklenico. Kdo bo poletel s teboj, ko zakriliš mrtvo ptico? Sklonjen čez zapreš oči, vidiš se le iz razdalje. To, kar pluskne, nisi ti, in kar sanjaš, niso sanje. Voda je zalila svet, letališče pod gladino. Vsak dan čakaš na polet, iz daljave v bližino. Hvala, Borut. Zdaj pa spet glasbi. Ervina smo
predstavili. Zdaj pa še kratka predstavitev Marka Groblerja, ki je svojo glasbeno kariero začel znameniti glasbeni skupini Izvelek. Pa je potem po nekaj časa se napotil na kantavtorsko pot in je eden najboljših slovenskih kantavtorjev. Sodeloval je s Ferijem Mlajnščkom pri projektu Občutek za veter, pa seveda z Bortom Gombačem, izdala sta skupaj CD z Boščenko, album Melodije zamolčanih besed leta 2018. Marko Grobler in Ervin Mekuš ter pesem Ptice, ki čez blok letijo. Tvoj glas slišim v besedah, ki jih drugi govorijo. Tvoj nasmeh drhti na ustih, ki se nikdar ne smejijo. Tvojo dlan držim v dlani, ko z neznanci se rokujem. Ti si skrito pristanišče, ko v brezmejnem morju plujem. Svetlava zvezd je zgodovina, marljiv spomin, brleč v temi. A ti si globlja od spomina, tukaj si, ko te več ni. Vidim te povsem razločno skozi stene in ljudi. Ponudiš mi kozarec vode, kjer dežja že leta ni. Vonjam vonj po tvoji koži, ko akacije cvetijo. Čutim težo tvojih prsti v pticah, ki čez blok letijo. O pticah, ki čez blok letijo. Začel se objavljati v času, ko je tukaj na mariborski sceni izrazito prevladovala mariborska peterica in pravzaprav se je vaša generacija soočila s to težo teh avtorjev, ki so bili sicer zelo raznoliki v svojih poetikah in tudi žanrsko so bili drugačni. Jančar, specialist za romane, Bevar za poezijo, Partlič za predvsem dramatiko, Marjan Kramberger za esejistiko, literarno kritiko in pa France Forstnerič za poezijo. Je bilo težko se uveljaviti. Ti si se uveljavil in leta 2019 prejel eno od dveh najprestižnejših pesniških nagrad Slovenije, Veronikino nagrado, in tako
si potrdil svoj status na Slovenskem pesniškem Tarnasu, kamor so te mnogi že desetletja pravzaprav postavljali. Jaz pravzaprav s peterico kakih posebnih težav nisem nikoli imel. Pravzaprav sem bil, mogoče so bili kdaj malo oholi do nove generacije, ampak nisem maral tega, da se to mešalo z njihovo kvaliteto, ker gre za res izvrstne avtorje od prvega do zadnjega. Sploh pa recimo France Forstnerič, sem prej že povedal, da je prvo recenzijo napisal za mojo knjigo, potem, ker pač delam v časopisni čitalnici, sem nekoč naletel na članek, kjer je mene, Lidijo, mislim, da tudi Janjo Vidmar, nismo še imeli niti nobene knjige, označil, da še z nas mogoče pa nekaj bo, ne, tako da, se pravim, zdaj se mi pa sploh to vprašanje ne zdi več tako relevantno. Ja, zdaj v tem času. No, postopimo v zbirko, nagrajeno zbirko, povenčamo z Veronkino nagrado 2020 s Konice jezika. Gre za pesem V šahistovo oko strmi nebo. To, da se bo kraj že v naslednji potezi znašel v brezizhodnem položaju oziroma na šahovskem polju smrtonosnega presečišča vertikal in horizontal, ki jih, kot je tudi sicer navada v dolgih epskih pesnitvah, zaradi preglednosti in berljivosti označujejo številke in črke, je posledica usodnega sosledja, dobro premišljenih korakov zmagovalca in na prvi pogled povsem zanemerljivih, izsiljenih ali neizsiljenih napak poraženca. Je matematično izračunljiv rezultat enciklopedičnega poznavanja teorije, preigrava neskončnega števila taktičnih variant, nevsakdanje moči koncentracije, nadpovprečne nadarjenosti ali celo genialnosti in z njo povezane prikrivajoče možganske kombinatorike, ki iz čiste logike kdaj pride metaforiko in šahovsko partijo spremeni v poezijo. Je dokaz fizične in psihološke vrednosti, ki jo prispeva podpora množice spremljajočih vrhunskih strokovnjakov in najzmogljivejših računalnikov našega časa. Je zmnožek korelacij z vsemi ostalimi figurami na šahovnici, črnimi in belimi, aktivnimi in pasivnimi, s figurami specifičnih značajev, ki stopajo v igro z različnih startnih pozicij, pri tem pa vsaka od njih zahteva zase 100% pozornost in svojo nevidno prezenco ter fizično močjo aktivno ali pasivno vpliva na potek igre. Kraljeva mrtvo-uda pozicija je pravzaprav druga stran aktivnega razmerja figur na šahovnici in zunanji, skrajno napetega dramaturškega loka drame, komedije ali tragedije tisočerih dramatikov, dramaturgov, režiserjev, igralcev in šepetalcev, živih, mrtvih, še nerojenih in nikoli rojenih, sistematične zmede, presunljive lepote in nečloveške krutosti celotnega planeta. Pravzaprav je nekako mogoče pojasniti prav vse, razen potice, ki se vsakič znova spusti nad šahovnico in tik pred matom odnese kralja. Zdaj pa spet glasbi in pesmi Črna nevesta, ki je del novega projekta. Gre za uglasbitev pripovedk, torej Bajko Mariboru. Pa lahko kaj več poveš o tem projektu, odkot ideja, v kateri fazi je. Zdaj bomo slišali enega od komadov, ki nastaja. Težko govoriti o fazah, kadar z Markotom kaj delamo, ker te faze trajajo več let. Imamo za enih pet pesmi, na temo imamo zdaj o Pošteljskem zakladu, Poletakačja kraljica, Polnova, Tezno, Melje, Flosarje, Dravo. Aha, več jih. Čutite lokal patriotizem pri tebi, ne? Tudi zbirki prehodci, vsi kateri mariborski, odkot pa to?
Ne, rad po Maribor, to je to. Dobro, pa pustimo na kar patriotizem. Ervin in Maribor. Želno nevesto si povedal, ne? Ja, ja. A, nisem. To je po kači kraljice, ja. Okay. Naročil snega, razmišljam o soncu in tvojih dlaneh, tvojim poletom in tvojih očeh. Povabila po kljunih ptičjega zbora, poljubih v senci rdečega bora. Zavedno postala bi moja, želela si krona v kači kraljice. Zavedno postala bi moja, 7 let jo je nosila na glavi. Zdaj mrtva leži pod kamnom v travi. Mraku laboda drsita kot v snu, neslišno po reki, med koščki ledu, z ukradeno krono, ždi drobno spomina, globoka je reka, še globlja tišina. Na Dravskem otoku nedaleč od mesta, pa tam v snegu črna nevesta. Zavedno postala bi moja, želela si krono kači kraljice. Zavedno postala bi moja, 7 let jo je nosila na glavi. Mrtva leži pod kamnom v travi. Zavedno postala bi moja, želela si krono kače kraljice. Zavedno postala bi moja, 7 let jo je nosila na glavi. Zdaj mrtva leži pod kamnom v travi.
Zdaj pa še nekaj besed o šansonih, popevkah, songih. Kar 3 albumi so nastali v tvoji karieri, Kantorama, tam nekje v prelomu tisočletja, Ansambel Vaska Tanasovskega, pa potem Kvintoni, pa že prej omenjene melodije zamečanih 10 skupaj z Markom Groblerjem. Ali besedila za šansone, popevke, songe nastala kaj drugače kot tvoja druga poezija? Seveda ima neke svoje značilnosti, ritem, rimo, oboje obvladaš izjemno. Kakšna je torej tvoj modus pisanja besedil? Meni se zdi bistveno, da se poskušam živeti v izvajalca ali pa v band. Recimo, ko smo delali Mlade na Bledečkih tleh z Kvintoni, preden sem se upal napisati prvo pesem za njih, sem dobro poslušal vse njihove, da ne bi vse njihove albume, njihov način, in potem sem se šele upal lotiti svoje prve pesmi za njih. Enako je bilo z Markotom, nekaj zelo podobnega tudi z Vaskom Tanasovskim. Jaz malo tako metaforično rečem, da hočem biti, kadar pišem besedila za nek band, hočem biti del benda, čeprav ne da Bože, da bi res bil, ne, ampak tako metaforično pa, ja. To vsi z besedilom, z vzdušjem, ki ga to daje, ampak si tudi recimo sam poješ kakšne melodije, imaš kakšne ideje? Ja, pojem si. Pojem si, ja. Dobro? Ne bom danes, ne drugič. Dobro, mogoče lahko kasneje ga prepričamo, kot v kozarčku, ali treh. Torej, zdaj pa šanson Dama od včeraj. No, to je ravno Dama od včeraj, v bistvu včasih jaz pišem šansone tudi na glasbo, ne? Za Dama od včeraj mi je poslal glasbo kantautor Tomi Lorber in sem potem na glasbo napisal ta šanson in potem je Tomi takoj odgovoril, jo, kako si vedel, to se je res zgodilo v Rogaški Slatini, ker on je z Rogaške, zdaj pa ne vem, kaj se je res zgodilo, prebral bom. Dama od včeraj. Ni sončnih stezic, ni mestnega blišča. Pajzel v predmestju je zmeraj teman. Dama od včeraj v prividu plesišča pleše spomini na glasbo iz sanj. On bil je gospod in ona gospa z razcartano psičko na promenadi. V parku narcise in klopca za 2, zapustil jo je na koncu pomladi. V senci kesona drhti stara psica, v šivo je njeno prezeblo telo, visoko nad njo leti zadnja ptica in s krili razpira neskončno nebo. On bil je gospod in ona gospa z razcartano psičko na promenadi. V parku narcise in klopca za 2, zapustil jo je na koncu pomladi. Ne gremo daleč, gremo do Drave skladba, Ko objavim te v Dravi in Marko Grobler in Erin Lekoš. Kar je daleč, je v bližini, kar je na dnu, je na gladini. Ko objamem te ob travi, kar se razblinje, se zgosti, kar ugaša, zagori. Ko objamem te ob
travi. Če pa k travi te ne bo nikoli, bom zadnja kaplja, ki se zlije v reko melodije. Če pa k travi te ne bo nikoli, bom zadnja kaplja, ki se zlije v reko melodije. Kar je pozabljeno, se vrne, kar je negibno, se utrne. Ko objamem te ob Dravi, kar je pri tleh poleti, kar je v boku zacveti. Ko objamem te ob Dravi, če pa k Dravi te ne bo nikoli, bom zadnja kaplja, ki se zlije v reko melodije. Če pa k Dravi te ne bo nikoli, bom zadnja kaplja, ki se zlije v reko melodije. Melodije. Poezija je nekako tvoj temelj. Se jaz te tako dojemam kot prvotno in izvorno pesnika, ampak pišeš zgodbe in poezijo za otroke, lutkovne igre, radijske igre in pa občasno tudi kakšen drug projekt. Kako se odločaš? Kaj in kdaj boš pisal? Nastajajo te stvari sporedno? Nikoli ne vem, kaj bo nastalo, kaj bom napisal. Mene zmeraj povleče nek detajl, nekaj malega, ne vem, nekaj čisto drobnega, tisto me povleče. Takrat niti ne vem, ali bom pisal za otroka, ali bom pisal za odrasle, ali bo sonka, ali bo šel, mislim, razen, če piš. Hočem reči, ko imam pri prva pesem neke zbirke, zmeraj tako nastaje, da sploh ne vem kaj. Ko imam že recimo nekaj pravljic ali pa nekaj pesmi, takrat tudi one same malo mene pišejo, to pomeni, da tudi me one same malo kličejo k temu, da nadaljujem njihovo zgodbo, ampak kadar je pa to nekaj čisto začetka, pa nikoli pravzaprav, ne vem, sem včasih presenečen, ko mislim nekaj strašno groznega, strašnega napisati, ko bi rekel, Mišo, bolj pa pride nekaj obratno od tega, ker me je pač detajl pripeljal. To je zanimiva inverzija, ki pravzaprav veliko krat uporabljaš, tako si, da pesem piše tebe, pravzaprav je dosti sinestezij, ne vem, ko glasovi pojejo, dajo glasu neko podobo, da se pogled razvija na fotografiji in podobno. Skratka, ta inverzija je ena od teh značilnosti tvoje poetike. Naslednje besedilo, ki ga boš predstavil občinstvu, je iz enega posebnega projekta Kurentova svadba, ki je nastal v letu EPK, če se ne motim, na Ptuju. Bila je otvoritvena predstava, Kurentova svadba, otvoritvena predstava Ptujskega
EPK-ja po predstavi Kuretova svadba. Avtor predstave je bil sicer Zdenko Kodrič, ki me je poklical lepega dne in rekel, da rabi songe v ptujskih likih, pustnih. Jaz seveda pojma nisem bil kaj dosti, razen to, kar pač vsi malo vemo njih. Vem, da sem pol leta študiral tele like. Ja, in potem je nastala Kuretova svadba, ki pa je nesrečno končala, čeprav so bile razprodane še 3-4 predstave že naprej, ampak se potem v bistvu ni nikoli ponovila. Vsako leto pa se pojavijo v Ptujskem tedniku govorice, letos pa ponovitev Kuretove svadbe. S tem, da recimo tisti otroci, ki so tam nastopali, so zdaj že odrasli, tudi vsi glasbeniki, ki so bili. To je bil cel kup glasbenikov, od Dovča, Tinkare Kovač, Bilbi, Atanasovskega, gotovo še, se koga pozabil, Boštjana Gubača, ampak žal so ostale samo pesmi pa en posnetek ptujske televizije. To je vse. To je pa pesem za naslovom Pokač. Nekoč je furman ljubi k nam, danes vozile turiste. Agon v zraku je ostal, strasti so pač še zmeraj iste. Še vedno sika željna kača, še vedno seka reski bič, ščemeča palica pokača, vrv izmuzljivi špic. Zadnja meja je privid, z predpasnika hlapi modrina, pok predira zvočni zid, ostri rob, za njim tišina. Bela srajca, mož je klen, pokačal krog razgalja svet, črni škorni do kolen, klobuk krasi rdeči cvet. Prelomljen bič v deroči dravi, taleči sneg splavi telo, zaljubljenca objeta v travi, nad njo bel konj, pod njim nebo. V napovedi naslednje pesmi sem se pa pravzaprav najbolj razveselil v branju scenarija. Pišem se Flisar in v srednji šoli smo občasno zbadali za Flosar. In na vrst je flosarska pesem. Boš Borut povedal, kako bo to pesem, kako si jo zamislil, ali jaz povem? Povej ti, jaz sem že tega. Ti si že veliko povedal. Tam namreč čaka presenečenje današnjega večera še ena skupina odličnih pevcev in prvotni načrt je bil, da bodo pospremili to pesem, ampak nekako se nismo našli. Morda bodo zdaj, ko so spili že kozarček 2, tam zadaj zaprundali, vse čisto enostavno, morda boste vi tudi. Šajlala, šajlala, pleši z menoj, gre v refrenu. Dobro. Na letu luna in vino, klošar strmeč v nemirno gladino. Bele peruti dvigajo iz trave, v mulj potopljene pesmi in splave. V luninem soju note pršijo iz inštrumentov, ki bi z melodijo žvorečo čez davni pomorski les, še mrtve zvabili na flosarski ples. Šajlala, šajlala, pleši z menoj, to noč boš moja, to noč bom tvoj. Šajlala, 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 zavrti se z mano v globino noči.
splavarjev gozdovi šumijo, pesmi po drčah v dolino bobnijo, plesalke razbirajo rečne bregove, plesalci prebujajo speče valove. Plezalke tam, kjer jih ni, ker ta, ki jih vidi v labode strmi, ko končno zagleda njo, ki jo išče, zavriska in steče na dravsko plesišče. Šajlala, šajlala, pleši z menoj, to noč boš moja, to noč bom tvoj. Šajlala, 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 zavrti se z mano v globino noči. Zdaj pa gostom presenečenja. Jih je 8, prihajajo iz Maribora, so izjemni vokalisti in slišijo na ime Mariborski oktet. Nagel rožmarin preplitkam, bitje fantova so
da ti duša prekipiva. Tam dom je naš in vaš, tam smo mi, tam smo mi, tam smo mi in z nami vsi, tam smo mi in z nami vsi, in z nami vsi. Borut, kaj si prihranil za konec? Ko smo že danes toliko o Dravi, še ena. Sonce, reka in labod. Na nabrežju reke Drave se ustavi star gospod. Ko iz šoparične trave pluskne vodo mlad labod. Star gospod iz davnih dni s palico iz medenine, ki pogled mu oslepi, blesketav odsev gladine. Zlato se blešči plitvina ob nasprotnem bregu reke. V senci vrbe in spomina starka, ki pripira veke. Veje, ločje, zrak in voda, senčna klopca iz lesa. Starka krhka kot usoda, svetlo pesem si mrmra. Eno sonce je visoko, sredi jasnega neba. Drugo sonce je globoko v gošči mulja in srca. Vsak na svojem bregu biva, za njima je že dolga pot. V reko se njun čas izliva, sredi reke pa labod. Siv gospod, siva gospa, uročena van strmita. Ko z gladine sprhota, tudi sama poletita. Prosim še direktorja Mariborskega kulturnega centra, založnika te knjige, Dušana Hedla, nekoč punkerja, zdaj družbeno odgovornega podjetnika, kot je transkripcija. Hvala, gospod Flosar, za skrivo napoved. Ja, spoštovani. Spet se bom zahvalil še drugič, ampak tokrat bolj resno, prosti Nino, vsem celotnemu timu Univerzitetne knjižnice Maribor za pripravo prireditev ob 30. obletnici naše založbe. Najprej za retrospektivno razstavo knjižne založbe, potem razstavo likovnega dela Slopo Parta. Prejšnji teden smo imeli predstavitev knjige Tomaža Brenka in pa današnjo predstavitev antologije Boruta Gombača. Moram priznati, da me veseli, da sem skozi te prireditve sam spoznal eno dejstvo, da naša založba nismo zgolj prodajalci knjig, temveč skozi naše knjige podajamo eno določeno zgodbo o severovzhodni Sloveniji, Mariboru, o ljudeh, o odnosih med ljudmi, umetnikih. In prvak te scene je vsekakor Borut Gombač med nami in najbolj nagrajeni pesnik severovzhodne Slovenije. Ja, torej na oder povabim kolega Romeja Štrakla iz Svete Trojice, s katerim skupaj ustvarjava likovno umetnost, pop art, slow pop art in pa za najzaslužnejše pri teh prireditvah ob 30. obletnici naše založbe smo pripravili skromna darila. Najprej Borutu Gombaču, en pop art Prešeren. Romeo, prosim, če ga pokažeš najprej Borutu, če ga bo vzel, če ne, potem ga drugim ne pokazati. Wow. Na oder vabim še gospod Vlasto Stavbar, ki je bila stroga organizatorica vseh teh dogodkov v 30. obletnici.
še seveda vodstvo Univerzitetne knjižnice Maribor, vabim na oder gospod direktorico Dunjo Legat. Za šefico pa zdaj črta mis. Kako se gospod piše? Če ga kdo prepozna. Drago Jančar, v pop art obliki. Tako, najlepša hvala za vse. Jaz bi se tudi v imenu, hvala lepa, knjižnice zahvalila Dušanu Hedlu, da smo bili priča 3 čudovitim dogodkom. Tako da hvala tudi za vse te pozornosti, ki jih vsaj jaz nisem pričakovala. Zahvalila sem se želela tudi vlasti, ste se pa vi v mojem imenu, ker je res bila gonilna sila organizacije vseh teh dogodkov, tako da še upam, da naprej v sodelovanje, tako da hvala lepa. Hvala vam, hvala vsem, prijeten večer še naprej.